Midva greva danes naprej, ker tukaj nimamo kaj početi. Na plažo sploh ne moremo, zakaj je tukaj mulja, ker si do kolen v blatu noter, tako da sploh ven ne moreš priti. Vse tele gore, hribi, karkoli že so lepi za pogledati, ampak to je pa tudi vse. Drugače pa tle okoli naju so take plitvine, da manj kot 2 metra, meter samo globine. Vidljivost je pa taka, da se vidi. Zdaj, ko sem imel motor noter, Suzuki, se pravi, da je v vodi, ne vem, tak del, pa sem komaj videl propeler noter. Tako da taka voda umazana. Tako da tudi ne bo zdaj tle vode delala, bo nekam odplula, pa bom nekje druge, upam, da je boljši. Čeprav to je verjetno samo kalna, ni tako umazana, ampak vseeno. Greva naprej, ni okej. Kakšna vidljivost se vidi tukaj, evo ti koliko veriga se vidi not v vodi. 20 cm mogoče. Jaz sem hotela iti malo, da kaj vidimo Tajsko, ampak se bolj spoznavava. Da je še najbolj, da je še organizirano, da te pelejo tam z njihovimi čovni, kjer so pač te lokacije, kjer je kaj za videti. Kar se tiče pa samega morja, pa ta del, mislim, da ne bo nikjer boljši, mogoče malenkost. Zdaj bom šla pa proti Krabiju, če je tam kaj boljš, pa malo bo bolj v zavetju, po moje, pred vetrom. Potem pa se bom počasi vrnila na Phuket. Vetra je dosti, tako da smo kar odjadrala, samo na Genova pa gremo še z vozlo. Vsake tok časa so sunki ful močni, tako da tim je kar nagne na polno, tako da ne bo takole nadaljevala. Evo malo skrajšala Genova. Gumenjak vlečeva za sabo, če ga bo obrnilo, ga bo, kako včeraj bomo videla. Glavno zapuščava ta del, višji gor si tak ne tak je priklipa voda. Evo, po GPS-u greva 6,5. Tole je otok Koroji, greva pogledat, sem ustavila za eno urco, pa greva pa naprej. Bo šla verjetno do Krabija, imamo še ne 3 ure potem. Sva zasidrala, dolgo itak ne bova tukaj, tako da greva se malo pogledat, pa greva naprej. Tok. Da vidimo, kaj je tukaj. Evo tale pod eno goro spodaj not. Zanimivo. Skrita laguna. Tole so mangrove.
Ja, pogled, kam se pride tle vmes. Glavno tle not hodijo, vozijo turiste, se pravi. Ovo si pogledala. Vse te mangrove so na suhem, ko bo pa plima, bo pa vse pod vodo. Tukaj skoraj 2 metra plime po oseke, tako da zdaj bo oseka, v bistvu gre proti oseki, tako da nama gumenjaka ne bo odnesla, tako da lahko zdaj tle malo hodva. Očitno je to, ki se počasi tle končuje, nimaš kam iti, tako da še tudi medva nazaj. Zapuščava tale otok, so se še na kratko stavila. Greva kar naprej do Krabija, tam bova prenočila, jutri pa vredno mesto Krabi. Vse drugače je fajn plec tlele, tudi za sidrat, ki je dobro. Sidrala smo na 6-7 metrih. Sem dosti ljudi je tle na plaži, poslega, tako da greva kar naprej. Zdravilenega blata. Ja, hvala, kar pa je cel metra. Po nosu se da je devinči zdravilen. Tebe, ne? Ne, vse probi. Ja, ne. Tole je nacionalni park. Tle se zdaj plačuje tudi vse. Ovila, kam bova šla. Tle naj bi bile, ko je tale katamaran naravnost boje, samo se mi ne zdi nič, kaj je preveč fajn, glede na odprto na valove pa vetek. Je pa voda tle malenkost bolj čista. Mislim, da je to zaradi pritokov rek, ki jih je tam na severu polno. Zdaj pa bolj se odmikava, se mi zdi, da se bolj čist ta voda, tako da mogoče je tle malo boljš za mogoče se zaskopati. Tole z dobrimi 5 vozi, lepo počasi jadrava, ura je 1 popoldne, čeprav je bolj temno, zato ni sonca. To je videla. Drugače pa tukaj levo v tej smeri, se pravi tukaj pri kopno, je pa Krabi. Bova pa verjetno tudi šla pogledati. Zdaj, ko ima najin Suzuki nov plinjač, ki je dobil za božička, greva lahko tudi takole okolo toka. Šla tle malo pogledati, več je tle na plaža. Drugače tu je park, plačaš to stopnino. Verjetno bova šla jutri, ne bova danes, ker je že proti koncu dneva. Šla so se sem zapeljati tole okoli, glede na to, da je samo 0,6 milje daleč, ni problema, tako da malo vidva, kako izgleda. Drugače pa vstop v laguno je pa itak z najine strani, samo zdaj nemogoče, ker je prenizka voda in ne moreš notiti. Tukaj se saj dno vidi, tako da je veliko boljš kot tam, kot so bila do zdaj. Tako da se bo lahko šla nekam kopati tudi. Če kaj v vodi, ne vem, ampak bo raziskala. Če pa tako upam, da bo jutri kaj sonca. Že cel dan je tako temačno, ne vidi se daleč, tako da bo vsak čas dež padel. Ribe celo noter. Tukaj pa plime po oseke, zdaj nekje smo na polovici, evo ti, več kot 2 metra nekje je. Zanimive so tele skale, kamni, pa tele stene, bi bilo zaplezati. Imajo zanimive te čovne, dizelski motor, čisto navaden, nek dizelski pač motor, ne vem kakšen, mogoče avtomobilski, napolj sem tle gor na teh nosilcih, pa sem z roko. Upravljajo, tole je propeler na koncu, od spod zaščita, da ne more skalo udariti in to je to. So pa nekateri kar glasni takole, tako da ne vem, kako glih turisti uživajo. Imajo pa točne meduze, glih čez njo grem. Ništo drugače. Ful so velike, pa pinki barve. Da sem en štrik stran vzel, noter sploh spati ne moreš, ker tale boje skozi tolče ob trup.
Kje je boja, ni tako, ne, pri nas na Jadranu, ker so tle tokovi, evo, piha sem, da so obrjena čist kontrav, se pravi nama skoraj v krmo piha veter, zdaj ker je tok gor, v glavnem sploh ne moreš nikakor tu privezati, evo ti zdaj štrigi od spode pod trupom, ti vas antifouling zdrne, sploh, bolj da sploh nisi vezan na bojo, ampak bolj da si sidran, ti saj veriga ne drne. In tako tovče ob trup, noter se pa to vse bolj prenaša, neko bi en skladen tolku po trupu. Bila sva pa sama dva bila tukaj čez noč, kaj sem dobro, ne vem, tisto čovanje tam vezan. V glavnem zdaj se trudim, kako bi šla stran od te boje, nikakor ne morem biti stran. Kakorkoliš, popustim štrik, zategnem štrik, vedno je ali je na tem boku ali pa na tem. Nikakor se ne mora obrniti, recimo, da bi šla stran. Evo, piha v bok, recimo, ta boja naju skoraj nič ne drži. Skoraj mirujeva na mestu, ker naju tok odnaša, veter naju drži, tako da kar mirujeva sred morja, ne greš nikamer. Da so prišla v bližino mesta Krabi, kjer bo zdaj ostala tukaj nekaj cajta. Nas so dala dingi ven, taka lepa plaža, čista mivka. Tem je tam ne 500 metrov na odprtem na sidro. Sidro dobro drži, globina tam 4 metre. Teda to je to. To imajo pa za turiste, pa jih vozijo na te otoke, ki so zdaj medva bila. Prišla v center Krabija. To je pa eden od templov, gremo pogledati, če res smeva noter. Zelo pa zadonelo. Tako da daš otroke v kason, da se igrajo noter. Edo greva pa zdajle ravno tlele gor, ko se vidi ena buda na vrh hriba. Daleč bo do vrha, ni tako nizko.
Greva gor pogledat. To je, ker naj bi bili, mislim, da 3 templji skupaj, tako da bo šla pogledat. Ja. Tiger. No, tukaj se začne vzpon. Mislim, da sem prebral nekje, da je 1200 stopnic do vrha. Ne vidim. No, zdaj sem skeniral to kodo in piše, da je več kot 600 metrov nadmorske višine, 1237 stopnic pa je do vrha. Gor se pa vidi 360 stopinj pogled nad Krabjem, tako da greva zdaj gor. Kar lotiva se, boš ti štela ali? Nič ne bom štela, sem se naštela. Sem se pa ful zmehna, ne vem, so skozi take. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prvih 30 stopnic je res ful nizkih. Kušne imajo pa zdaj, da komaj stopeš gor. Tu je 25 centi, 30. Škar navpično gor. Saj za toliko nadmorske višine, po moje, drugače itak ne gre. No, tukaj se vidi, koliko je strmo, ne? To je več kot 45 stopinj. Veliko več. Natalija šla že naprej. Sem še baterijo za GoPro menil. Zdaj, ker imamo 2 novi, ni nič kaj dosti boljš. Ker zdržijo od te lesine sem 10-15 minut, pa je prazna, tako da nisem več nič zadovoljen. Zdaj pa že jaz diham. Natalija vidim tam gor naprej že, moram jo ujeti. Se mi zdelo, da nekaj slišim, pa so pa opice. Tole eno čist mečkeno sedi na vogalu. Evo ti, moram paziti, da mi kje ne ukradejo. Šla malo bolhe pobirati. Ma kakšno? Ali poglej. No, še prehlajena je. Po mojem ima kakšno korono. Tukaj je pa en kup. Skače po strehi. Tole pa kar je navpično, a? Ja, kaj delajo? Afne. Tale se ne da motiti. Ne vem, mogoče crknem. Spi. Si prehodim vsako stopnico stopim. Da te potolažim. Še jih je, še. Moja ura kaže, da so se dvigali zdaj za 130 metrov. Zdaj sem vprašal, po nekolikih stopnicah sva morda na polovici. Ja, Natalija je samo ena izmed mnogih, ki sem jih srečal zdajle tukaj, ki takole diha, pa se ustavljajo. Res je naporno. Meni malo manj, ampak dajmo. Ja. Pa tudi jaz imam 125 pulza, tako da ni tako lahek vzpon. Takole, da vam pokažem, koliko stopnic. 820 zaenkrat, še približno 400, se pravi, si že več kot na pol. Kaj gremo? Pot pod noge. Pogled bo verjetno ful dober. Sicer drevje pa se ne vidi, ampak verjamem, da bo na drugo stran lepše, ki je mesto. Za pit nimava nič. Ja, upaj. Po moje imajo. Sicer bova dala dvakrat več, ko bi dala normalno, ampak še zmeraj ne bo veliko. Visoke stopnice so to, če bi bila nižje, bi bilo mnogo več, ampak bilo mogoče lažje hoditi.
Ja, tudi za preobleč nimava nič. O, še bo stopnic, še. नहीं सकते Ne vem, kaj se मैं नहीं razmišlja. उठाऊंगा तुम्हारे पास Pa तो če है dale više stopnic, To? vse so. उससे Tudi क्या za होगा dol je kak problem iti. Skoraj do kolenja ena stopnica. तो हाँ To je po moje pa že ne 35 centi višine in kot takole pod ful dolgo tisočih skoraj stopnicah prideš pa še takole višjih je pa še hojš. Še malo. Malo sela. Lahko. Ja, lahko. Se so stopnice tako visoke, da se na drugo usedeš. Moram hoditi gor, tako po koračka, da se ne brcnem v kolenu. Neverjetno, koliko so visoke. Dol bo šele izziv, dol. Zipline bi mogel imeti. Še malo. Vse bo šlo. Naporno. Kaj? Naporno. Dej. Še par korakov, pa bo šlo. Če lahko eni starejši od tebe, boš tudi. Ja. To pa je volja in trening. Ko bi smo mogli iti parkrat na dan gor pa dol, pa bi bilo namesto teka. Hello, hi. Evo, prišla smo na vrh. Takole zgleda z ene strani. Tle dol nekje je malo skuter. No, to je tisto tempelj od spodaj. Sprav čisto od spodaj. Evo, tukaj se moraš sezuti, pustiti obutev, potem pa greš lahko tlele pogledati. Razgled pa je razgled. Se vidi pol Tajske. Tam gor je pa še Buda na vrhu, evo. Velika Buda. Prispela na vrh. Si vesela? To pa so višave. Noge dol trpijo. V bistvu se mi kar tresejo noge. Gor mi ni bil problem, ampak dol mi pa kar je. Ja, medo so zaključila, opice skačijo, se derejo. Tam skušajo kaj ukrst, tako da moraš to spaziti. Zdaj pa grejo nazaj proti Jadrnici, ki bo kmalu večer, pa bomo šla tam še na nočno tržnico pogledati.